The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau, piškotki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski track. Danes je z mano spet Petra. Zdaj sem ugotovil, da mi dva delala kar te reviewje, v bistvu enotedenske povzetke, pa va razdelila na novosti, tekme, pa še če bo karkoli tazga, ki se bo nama zdel zanimiv, predvsem bova probala vsak teden še kaj v slovenski sceni povedati, oziroma če kakšen slovenski akter izven ProToura še v temu. Pa Petra bo vsak teden začinila še z žensko ProTour, ženskimi ProTour dirkami. Tako da, evo, kaj imamo danes? Novosti, Dura-Ace, dolžini gonilke od Vingegaarda, potem smo tekme UAE Tour, Algarve, pa kar se zdaj Newsblad, pa kva sta Krne, Brussels Krne, pa potem imamo trening na tranžerju, Zwift Akademija, imamo novo selektorko, Pika Team, pa še Petra je bila na testu v HPC-ju, neka študija v bistvu, tako da bo ona še malo o tem povedala. Mogoče ima Petra še kaj za dodati, tako da to. Jaz bi se najprej zahvalil ekipi Berg, ki je poslala testne sedeže, ki jih lahko sprobate in pri meni in v Velobaru. Tako da, evo, hvala vam za testna sedeža. Jaz sem se odločil sam za lupino 150 pa 144, ker po večini to zdajle pač vozijo. Imam pa tudi nepodložene nove za prodajo, ker to pa pač moja debela ritvoz in imam pač to tudi tukaj, dam lahko tudi te za test. Da se ti ne rabaš podloženega, ker si že dosti podložen. Preden pa začneva, bi pa, to me je Petra spomnila, preden začnemo z akcijami, z oglaševanjem akcij, je fajn, če vas, se pravi poslušalce podcasta, ne vem, mogoče je to nagrada ali ne, ampak začeli smo z akcijami za čelade pa za očala na spletni strani. Pejte gor, res so orang znižani produkti, tako da zdajle letos bojo te cene ostale do razprodaje zalog. Nam rekel, da je še zelo veliko tega, tako da tisti, ki želite hudo čelado, po res mislim, da se za tako ceno ne dobi boljše čelade, isto pa ročalih, tako da pejte v akcijo, lahko pridete pa še na Zihrlovo 10, pa sprobate tudi izven delovnika, sam en dan prej sporočite, pa bom probal biti tukaj. Se probajo jih lahko tudi pri nas načeloma, če so midva v lokalu, tako da kar se tiče, če slučajno Anžeta ni, pa lahko tudi pri nama sprobate. Imamo vse številke, razen barov ni čisto v vseh številkah, ampak se da saj v osnovi sprobati, no. Tako da to, Mersat pa še vedno prav, da pripeljte kolo zdajle na servis, ta generalen, ker čez 14 dni, ki se v sezona začela, pa se velorunde začnejo, to je čez en mesec, bo imel orang gužvo in tisti, ki hočete imeti saj dokaj hiter kolo zrihtan, probite pač čim prej, ker vidim tudi drugi kolesarski servisi po Sloveniji, so zdajle se je že začel ta prvi naval in ja, da moram reči, da tudi pri nas se kar kupič tale kolendarček, se kar polne vidim tamle, tako da so že tudi do 13. marca že nekje, že kar, tako da mislim, se najdejo lukne, jasno, tudi in želje so take tudi z naše strani, da se kolo čim hitrejši naredi, to je prednost, mislim, da največja prednost našega servisa, da ko se zmenite za servis, se ga pripelje in se ga načeloma drug dan tudi odpelje, razen če se ne ugotovijo kakšne stvari, da so res težke, tako da mislim, da je to res ena taka prednost. Se je mogoče bilo fajn enkrat Mersata sem le povabiti. Ja, Mersat ne govori veliko, tako da bo spet zelo kratek podcast, tako da se mi da poveva vse. Iz njega ven. Pripela torej kolo na servis in to je to. Ne, lahko pa bove, mogoče, če jaz govorim zgleda, da nakladam tudi kakšne zanimivosti, kaj vse je že videl pri kolesih, ki niso bili redno servisirani. Mogoče bi bilo to enkrat tema, drug teden.
Problem Merceda je, ker noče preveč slabo govoriti o kakšnemu. Bom ga pripravila na ta podcast. Greva začeti. Najprej novosti na eno, ki si me tudi ti upozorila, pa sem pol šele jaz videl, ko sem prišel domov. Vingegaard ba je na gonilkah 150 milimetrov. Si ti kaj si prebrala, zakaj so šli na to kratke? Jaz sem videl, da je tudi Van Aert, tudi če ima skoraj 190 cm, da je na 165 in je zdaj kar dost kolesarjev zgleda, da se pogovarja in da grejo na krajše. Ja, ne vem, zdaj so ti kratki ratali moderni očitno. Tako da teh 150 je že zelo realna številka. A so sprašal? Ja, v ali nekaj, gonilkah, mislim, 150, a ja, gonilka, okej. Ja, dobro, mislim, da ta 150 mm, mislim, da je to taka lepa številka, ampak ja, Vingegaard je očitno to ugotovil in sicer je bila to zdaj tako gonilka narejena, da nobeden ni točno mogel vedeti, a je to ali ni, ne, to so malo ocenili po njegovi številki noge in tako, da ne bi bila tako dolga. Bila je zakamuflirana, prebarvana. Ne bi jo celo nek sram, oziroma tisti, ki za sram, neki, ko s sramom sodelujejo, naredili ekstra za Vingegaarda, tako da se take gonilke definitivno ne da kupiti nikjer trenutno. Ja, če sem jaz prav razbral iz tega, zdaj v bistvu bolj ne testira. Logičen pa je, da če bo to vozil, bojo hitro začeli tudi krajše gonilke delati. Ja, seveda, to sigurno. Za našo uporabo. Ja, tako da zdaj očitno je še na krajši kakor Pogačar, ne, trenutno. Ja. Sej, mislim, vprašanje, kje je una meja, ne, da je to pač še smiselno. Ja, jaz niti čisto točen, če povem po pravic, kleje zmrznem, zdaj ne vem tudi, če ti to znaš bolj razložiti, ampak mogoče bi rabila enkrat enega, pa ne vem, a je to kakšen fiter, ali kdo bi to znal bolj povedati, kaj je sploh fora, mislim, jaz ne vem, kaj toliko pridobivaš ali pa zgubljaš pri krajši gonilki. Ja, se mi zdi, da je najbolj, po mojem, noben ne bo znal povedati, dokler se tega prav res ne testira, kje je una meja, da začneš zgubljati, pa kje pridobivaš. Ne? Zdaj, zakaj pridobivaš, je zaradi tega, ker imaš krajšo gonilko, in načeloma pač so te obrati manj moči za en obrat, kao porabaš, in zaradi tega ne dobiš toliko hitro kislih nog, zato ker vsi zdaj vozijo na visokih obratih, ne? Se pravi kolesarji. Tako da zdaj jaz sem poslušal kar nekaj telih videov, eni so še celo tudi testirali gonilke različne dolžine, pa so imeli prav ekstremne dolžine in so ugotovili, da nekje, mislim, da ta najboljši cajt je dosegel Mojster z 170 gonilkami, sam mislim, da je tudi kar visok, da je tam enih 185-190 cm visok bil. Tako da ja, vprašanje, kaj je najboljše. Jaz vem, ne vem, jaz nisem opazil, ko sem šel iz 172 pa pol na 170 neke zelo velike razlike. Vem pa tudi še iz časov, ko sem dirkal, sicer takrat je bilo v BMX-u, ne, so tisti, ki so imeli lahko visoko kadenco, se pravi, to govorimo pri BMX-u, tudi 130-140. Ja, tam je to malo drugače. Tisti so imeli krajše gonilke, tisti, ki so pa več moči proizvedali, so imeli pa malo daljšo gonilko. No, dobro, to. Tako da najverjetneje šprinterji bojo kar ustajali na malo daljših, ne? To tam je že logičen, da če je daljša gonilka, meni bi bilo logično, da če je gonilka daljša, da kad ti pritisneš, je večji premik, a ne? Daljši premik na kolesu, no, samem. Zdaj, če pa vrtiš zelo hitro, pa jasno lahko loviš unga, Po moji logiki, čeprav je eden iz nekega inštituta, je to, kao je rekel, da nima veze od 80 do 300 mm, pač neka dolžina prav, ne? Sicer ne vem točno, kako so tam na unem inštitutu delali raziskavo. Ampak jaz mislim, da za tiste, ki vozijo na moč oziroma šprinterje,
da te bojo še vedno uporabljali, rečemo, gonilke od 170 do 175 dolžine, medtem, kar je pa endurance, mislim teh, ki hočeš se na klan zelo dobro odpeljati, tam je pa malo bolj logično, ja, da bojo šli od 170 pa dol. Pač dobro, se zdaj, da govorijo o profesionalcih, kaj pa recimo v rekreaciji, ker vem, da pač vsi vemo, da začne rekreacija ponavljati za profesionalci, ampak zdaj, če jaz povem iskreno, zdaj sploh zadnje leto, ker pač je eden od mojih treningov tudi visoka kadenca, ne, in sem jaz recimo mojo kadenco dvigal na full, jaz lahko povem, da sem imela prej povprečno kadenco pod 85, kar dosti pod 85, se pravi med 80, 85, 83 recimo, zdaj je moja povprečna kadenca po koncu vožnje kar blizu 90, ker imam trening high cadence, recimo tako, kot sem ga imela zadnjič, ko smo šli skupaj na vožnjo, sem imela 93, tako da se mi je zelo dvigalna, ne, in moram reči, da večina rekreativcev, ki jih pa gledam pred sabo, ko se vozijo, vidim, da nimajo te visoke kadence, ne, jo imajo bolj tako, kot sem jaz imela prej, in je to bolj smiselno, da bojo zdaj te ljudje šli na recimo iz tega, zato ker nekdo voz krajšo gonilko, bo šel na krajšo gonilko, v bistvu je njegova kadenca pa zelo slaba, a bo sploh kaj predubo, bo na koncu ugotovil, da je zelo mogoče počasnejši. Mislim, definitivno bi mogel z krajšo gonilko, ne, jaz sem gledal tudi enega bikefitterja, ki je tudi govoril o tem, kako se pravi, kako je boke zakleneš, oziroma ta medenica, koliko ima preklop in je tudi za določen tip kolesarja ne bi bila krajša gonilka boljša. Zdaj, niso pa kle nič o ekstremih govorila. Ne. Zdaj, eden je sicer povedal na YouTubeu, da je dal eni gospe gor, mislim, da 135 gonilko, zdaj ni pa nič rekel, je imela kakšne težave, a veš, je imela kakšno poškodbo, kukarkoli, ne, ampak ja, da so ji dali 135 gonilko gor. Troško neko. Ja, tako da mislim, kle ziher, ne vem, jaz nočem točen govoriti zaradi tega, ker vse, kar sem si prebral, je pač iz YouTubea in tam, a veš, ni nekih raziskav. Lahko pa, če povzameva vse skupaj, gre pa ziher v to, da se je ratal dosti bolj grejo v detajle in ni samo daljš, večji vzvod, več moči, to je boljša, ne, ker včasih so furali tudi 180 oziroma še kaj daljše. Tako da jaz mislim, da zdaj te vse raziskave grejo v to, da se vidi, kje na kolesarjev položaj določeni lahko proizvedejo pač za ta stil kolesarja, ki je. Zdaj, a bo vsakmu ustrezala, ne vem, ful kratka gonilka, najbrž ne. A bo za vsakega ful dolga, tudi najbrž ne. Se pravi, morajo, se mi zdi, da je na posameznika. Pri profičih je to še toliko bolj. Je pa res, da če pa greste na bike fitting, vam pa to tudi povejo tam, kakšna je dolžina gonilke vas primerna. Jaz sem recimo trenutno predolgo za sebe, pač, ampak 172 pa pol, toliko se je pač vozil. Čeprav dobro, jaz nimam toliko stare. Sam pač takrat, ko smo jo kupali, smo jo kar kupali po kupitu, tako kot je bilo prej, nisem sploh razmišljala, da bi bilo mogoče fajn iti na krajšo, tako da zdaj nekaj časa bom še kar pač mogla voziti tole, bom kar ostala s to zadovoljna, tako da bi pa lahko šla na krajšo, ampak ni to zdaj zaradi tega konc sveta. Mislim, zanimiv gre, kako se vse tole razvija. Najprej se je štartal z plašči pa obroči, se pravi iz tabularjev, ki smo jih vsi imeli za svete, je šlo na tubeless, jaz, ko sem prvič vozil tubeless, to je bilo 2.8. No, pa začel se je že z rim brake na diske, že to je bil velika polemika skozi. Sam rim brake disk, to je nekako bilo logičen, da bo prišlo, se isto je bilo pri MTB-ju. MTB davnega leta so isto imeli keramične une. Pa vse na koncu, če povzameš, je na koncu logično, ker se jemlje iz neke industrije avtomobilske, iz formule motoristične in vse primere. In na koncu, če gledaš, je vse neki logično, ne. Tudi te, verjetno si nekdo pred 30 leti, ki je dirkal, ni predstavljal, da bo na diskih specialka tako hiter. Vse gre naprej. Tako da ogromno se je pa spremenil v zelo kratkem času, zelo ogromen. Za tiste, ki ste mahnani na novosti v kolesarstvu, Shimano je dal ven, ko se to reče, vlogo za patent in je 13-reden
za 13-redno grupo, čist wireless, pa z baterijami integriranimi na menjalnik, se pravi ne tako, kot ima ta Campagnolo pa SRAM, ker Campagnolo plačuje patent SRAMu, ne? Da je sploh lahko tako baterijo uporablja. Shimano bo imel pač integrirano in če boš hotel sneti baterijo, boš mogel sneti dol menjalnik. Nekaj na to, pač to je s patenti. Ja, boš pa polno pač v bistvu čistko. Ampak polno jo boš pa čistko, kot zdaj na menjalniku, to je to. Tako da... Sam boste imeli vsak menjalnik svojo baterijo potem? A veš, da to sem pa zdaj, se ne spomnim točen, ampak ja, najbrž bo imel, bo ta imela pač vsak svojo. Ne bi bilo 13-redno, nekaj se govori tudi, da ne bi z njihovimi pestami, da ne bi lahko tudi še hkrati polnil menjalnik zraven in da bo zaradi tega baterija tudi dozle zdržala. Je pa problem tega, ker moraš pač to neki trenja metane. In zdaj, če bo zaradi tega počasnejši, se to govori, da mogoče ena izvedba tega patenta, da bo le sam za kakšna električna kolesa ali pa za, ne vem, kakšna bolj mestna, kukarkoli, a ne, ker pri cestanju to ne pride v poštev tudi zaradi tega, ker bo zaradi tega pol tudi logičen malo težji. Tako da, ja. To so zdaj patenti, ki se to veš. So še v povojih, verjetno vse je skupaj. Pa, jaz sem pogledal, na koliko let Shimano izdaja novo grupo ven in je to na 4 do 5 let. Se pravi, 2021 je bila na zadnja ven, se pravi, zdaj smo 2025, kar pomeni, da letos za Tour de France oziroma naslednji let bo ziher po vsej logiki. Že toliko časa. Ja, 2021 je prišla ta grupa, ki jo zdaj ti furaš ven. Tako da bo v roku enega leta bo ziher nova grupa od Dura-Acea ven prišla. To je približno to, kar so povedali tam, oziroma kar sem jaz dobil informacijo. Tako da se pričakuje, tisti, ki bojo naslednje let kopali novo kolo, po vsej verjetnosti bojo z novo grupo. Ja. Kva grejo na tekme? UAE Tour. Kva se je zanimivega zgodilo? Ja, v bistvu prav za razmisliti, kaj se je zanimivega zgodilo. Mislim, meni Razen, je bil... da je Colnago nov zmagal res na klanc. Ja, to je tudi meni bilo čuden. Jaz, da bom rekel, meni Pogačar lep zgleda na V4 RS. Ne vem, meni na tem kolesu... Ja, meni je pa, moram reči, da jaz, ki ga pa na tem kolesu gledam, je pa tak, da mogoče bom tukaj zdaj čist, mogoče to ni res, ampak jaz sem skoraj kar zelo sigurna, da so ta kolo delali dejansko po njegovih nastavitvah, ker je zlit s kolesom in ko on na tem kolesu sedi, sploh več nobene vne sedež, ne vidiš je več ničesar, on se zlije, ko on v določeni poziciji stoji, ko on požene dejansko kolo, sploh več ne zgleda, da je ta kakršen je, zginejo določene stvari na kolesu in jaz še vedno mislim, da so ta kolo delali predvsem nekako za njega. Zanj sem zelo gledala en intervju enega inženirja iz Colnaga, kjer je pač razlagal, kako so naredili to kolo in da predvsem je bilo prva zadeva, po kateri so lahko sploh do tega kolesa prišli, je bilo to, da se je UCI razbremenil določene pogoje, kako ne bi kolo zgledal v UCI, za UCI merila in to je bila njihova prva stvar. So ga dejansko naredili tako, kakor si tudi že enkrat rekel, kar se mogoče sliši, kakor si ti povedal grozen, kakor je pa on povedal pa ful v redu, da so dejansko vzeli najboljše stvari posameznih del kolesa, ki so najboljša za neko aerodinamiko, za vzpenjanje, za ravnino in tako dalje, kaj na kaj vpliva. Tako. In predvsem je ena stvar, ki so pa imeli v glavi ves čas, pravilo je bilo, ni važno, kako izgleda kolo. To so imeli ves čas v glavi in se niso ozirali na to, kakšen bo izgledal kolo. In ko so sestavili kolo, ko so vse to naredili, ko so vse teste upravili, ko so pač tudi jaz se pravim, še vedno mislim, da so kle delali neko pozicijo Pogačarja, ki ima malo drugačno vseeno od ostalih kolesarjev, da so pač enostavno je vam prišel ta kolo, kakršen je.
In tu zdaj skozi gledam, tam imamo Eurošport v lokalu požgan in so skozi te ponovitve in glih prej je bilo spet ta zadnja etapa Pogačarja, ki ga pokažejo od spredi, ki res deluje zelo dosti visok na kolesu in potem zraven Čekone od zadaj, res je, da se pač tudi jasno matra in te tudi to dol ukrivi, da takrat začneš dol les s celim telesom, kar se tukaj tudi Čekonejo vidi. Zdaj ne vem, jaz Pogačarja še nikoli nisem recimo videla to, tudi ko je bil najbolj zjeb, nisem ga videla toliko bozga, da bi ga toliko dol položili recimo, ne. Ampak so drugi veliko nižji se držijo, veliko bolj so dol položeni. En tudi opazvala sem zdaj predvsem ta sedež, ko sem jaz zdaj v tem iskanju svojega sedeža in svoje pozicije oziroma v idealne pozicije, in sem opazvala druge kolesarje in moram reči, da večina jih zelo sedi naprej. To, kar se tudi zdaj jaz trudim doseči, da izkoristim se pravi ta pritisk na kolesu, ker mislim, da imamo ženske generalno to težavo, da lezamo na kolesu nazaj, kar so sicer zelo odpravili zdaj te bike fittingi, sedeži za kolesa, širši sedeži, da to zelo veliko odprav, da to zelo žensko naprej posede na kolesu. Ampak moram reči, da sem pa gledala recimo Bilbao, pa sedi na kolesu zelo raztegnen, čez ritmu leze, čez sedež praktično, zelo ima tako pozicijo, kakor je drugače climber, da voz vzpone. Tako da tudi to niso različno postavljeni in mislim, da je na tem kolesu, ne vem, meni Pogačar dobro zgleda. Mislim, meni je, ne morem reči, da mi je tako, ko sem gledal že 2krat zadnji vzpon, meni kar deluje, kakor da je težek. Tako, ne znam ti povedati, meni ne deluje tako lepo, tudi, ne vem, pač se bomo videli zdaj naprej, kako bo v sezoni, jaz mislim, da so mu dali ta kolo. Ta UAE tudi ni glih, ta dirka po Arabskih Emiratih ni verjetno bila glih ne kazalnik, ne nič, tam bi dal lahko Pogačarju en železen kolo, pa blisko zmago najbrž, ne. Se zaradi tega, jaz mislim, da so hoteli neko reklamo, nek statement narediti, kar se kolesa tiče, ampak mislim pa, da na unih tekmah, ko bo, rečemo, Vingegaard, Remko, Roglič, ko bojo te pripravljeni, jaz mislim, da takrat ne bo furil. Pa se mislim, da oni ne reklamirajo tega kolesa kot vse stranskega, pa da bo na vzpone to kolo, ki bo zmagovalno, tako da definitivno ga reklamirajo, da je hiter kolo, se pravi za to etapo jaz nisem pričakoval, da ga bo vozil, je pa res, da glede na konkurenco ljudi, ki se bojujejo za, ne vem, 10-terico na turu, se mi zdi, da je bil tudi sam toliko samozavesten, da če bi mu dal kozo spodi, pa bi tudi z kozo najbrž. To pravim, da tudi bomo videli pa naprej, kaj bo on imel. Tako da, ampak vsaka čast Derku je tako, kakor da je on v srednji šoli, drugi so pa vsi glih v vrtcu, od tega, da jim je, da je skakal, pač vice, da se igra in ne vem, zaradi tega. Naredil je vsaj malo, tako je sam rekel, da je to zelo dolgočasna dirka, da so tudi te etape večinoma dolgočasne in da je naredil vsaj zanimivo. In jaz moram reči, da je res tudi zelo hiter minil ta cela dirka. Jaz sem kar rekla, sedem etap, kako meni se je zdelo, da si jih kar začel. In je naredil zanimive, ker če ne bi bila zanimiva dejansko ta zadnja samo. In tako je pa naredil pač malo šova vseeno. Tako ga je pripravljen in vse kaže, da bo pač spet imel noro dobro sezono in jaz upam, da jo bo res imel. Držim pesti, da mora ta spet neka norišenca letos, ker tako, kaj pač njega je užitek gledati, ker je tak, kada ima res veselje se pri njemu vid. Podoben, ne vem, parment, koliko sem gledal zdaj, danes je bil LA Dallas, pač pa Luka mogoče ni bil še čistem, tako, ka bi rekel, se vidi, da je bil malo živčen in ti stred, ampak pa Luka to je meni tako isto, se mi zdi, da se igra na igrišču, pri Pogačarju se pa vidi, da mu je pač tako igranje derka in je pač fajn je gledati take športnike. Kar bi človek še rekel, da to igranje pri košarki mogoče lažje razumeš, kakor bi rekel nekdo, kako se pa lahko en kolesar igra, ampak Pogačarju je cesta, igrišče. Pač fajn je to gledati in mislim, da tudi zaradi tega ljudje po celem svetu radi spremljajo, tudi če se že vnaprej ve, da pač je največji favorit za zmago, še vsem je pač to, kako
pride do zmage, je lepo pač gledati in mislim, da kleja bomo vsi komi čakali vsako derko. Jaz to že komi čakam spet zdaj Strade Bianche naslednji teden. Tako, še mi gremo gledati to, tako da že komi čakam, da ga bomo pričakali v Seni, ker pred 2 leti smo šli in so v bistvu pol odpovedali to dirko, čeprav so jo že dost prej, en mesec neki tazga, ampak mi smo imeli pač vse že rezerviran, tako da smo vsem šli. Takrat je bil, mislim, da je bil Mohorič 4., 5., 6. Bil je tu zelo dobro uvrščen, no? Kar med 5., 6. neki tazga se mi zdi. Tako da smo že za njega in potem vse je bilo, smo šli do njega, prišli prav med avtobuse, se je z nami slikal vse in tako. In če vidim zdaj še to ratar s Pogačarjem, bi bilo res noro, no? Tako da upam, da nam bo ratar spet najde te buse. Jaz sem kar paparaci, tako da najdem. Načka, naslednja derka, Algarve. Ja, kle v bistvu lahko tako rečem, kakor so pač bili tudi nekako komentarji nasplošno. Jaz sem pač valjda navijala za Primoža na polno, delač od tega, da bi bil slab, ampak tako kakor mogoče sem vsem pričakovala mečkan, da bo na tem kronometru malo manjša razlika. No. Vedela sem, da verjetno mogoče še ni v taki formi, da bi lahko vsem čist glih kar prehitev, ampak sem pa mislila, da bo pa vsem malo bližji, no, vsaj tem prvim 2, 3, ampak sej čas ima še pripravljati, tako da mogoče je to vse skupaj, pač jaz ne poznam tukaj taktik od zadaj. Je pa se res spet pokazal, saj zdaj tukaj na tej dirki on ni imel, a ne sabo verjetno neke ekipe, ki bi bila sposobna saj z njemu pridati tudi tiste edini cilj na Klanjske, je bil on dejansko brez pomočnikov, tam UAE je šopal na polno, a ne pokazal polno, tudi v končni fazi Vizma so imeli kar nekaj časa še v ospredju svoje, čeprav tudi tam niso se oni pol me, recimo, če gledam, da ne bom samo o Rogliču govorila, tudi recimo Kusa, ne, tudi ni pokazal čist še nič, ničesar za enkrat, tudi Van Aert v končni fazi na tej dirki ne. Ampak čas se še je pa Vingegaard definitivno pokazal, da se pripravlja. Mi pa pač, meni ta Vizma enostavno z dirke v dirke mi ratujejo bolj antipatični in bolj že malo so, da se nam zdaj grdo izrazila preveč, ampak malo so že neokusni, no. Že tako kot mi, ko gremo kdaj na kakšen Klanc, pa kdo ni prvi, pa bi bil mogoče ali pa ni dober, pa reče, danes sem se slabo počutil, pa sem, ne vem, zjutraj slabo pojedel. Zdaj še oni iščejo tudi vedno neke izgovore. Zdaj so pač, kakor češ že dali ven izjavo, da Vingegaard sploh do zdaj še nič ni treniral, da on še na nobenem kempu ni bil, da on je to zdaj prišel še čist nepripravljen, da je to bil zdaj njem trening. V glavnem, skozi hočejo neki ustrahovati pa zastrašovati nasprotnika z nekimi. Jaz še vedno mislim, da so to dezinformacije. Pripričana sem, da je Vingegaard že kaj treniral letos. Ne, pa še niso rekli, da ni treniral. Rekli so samo, da ni bil na nobenemu trening kampu na višinskih pripravah. Že to so pač neke, jaz mislim, ampak že veliko je to, da take izjave daješ. No meni se to ne zdi nič takega. Ampak to samo oni naredijo, to so samo z njih, tudi samo od njih je to pa za pričakovati. Samo od njih mogoče slišiš zaradi tega, ker jaz od njih pričakujem še marsikaj še nakladanje, no, tako da tako je bilo v preteklosti in tudi mislim, da tako še naprej bo. No, meni se ne zdi to nič pač posebenega. In se mi zdi čisto pravilno, da še ni bil zaradi tega, ker vsi pričakujejo, da bo drug del sezone, saj za Vingegaarda. Mogoče je pa bil, mogoče je pa to njegov vrhunc. Pa sej ne vemo. Ne, samo pa tako. Če gledaš, kako ima dirke postavljene, kako ima koledar, mi je to pač logično, ker nima nobenega smisla, pravim, da je logično, ampak neumen je sploh to poudarjati, ker bolj v smislu, kakor češ, to je iz njihove strani, se bo to bolj tako, kakor sem razumela ta intervju, sej bi bil on v bistvu lahko še boljši, samo ni mogel biti, ker še ni treniral, no, v tem stilu. To ni zato, da bi povedali izjavo, ne. Seveda so vsi, se zato pa zakaj take izjave daješ, ne. Ker so ga vprašali.
ki je pač, če je že bil, pač če je letos kaj treniral in ti spin je pač, kukor sem jaz zastopil, je pač povedal, da je bil s familijo doma in da kaj dobil tudi novega otroka in pač, da je zaradi tega, da ni šel noben pač to so izjave, ne vem, če sem jaz to poslušala izjavo od Vingegaarda, ampak izjavo od njihovega trenerja. Načeloma se od vseh pričakuje, da bojo še boljši. Ja, to definitivno. Zdaj se par dirk je zdaj ta Hüt News. Bi pa sam še te dirke, ki so bile, sem to povedala, kar sem že stokrat povedala, že prej enkrat, parkrat, no pa bi sam še to, da UAE letos spet kaže to premoč, saj trenutno. Če pogledamo vse dirke, tudi te, ki so zdaj le bile, te 3, oziroma bila je še Andaluzija, ne? In tudi tam je skupinsko zmagal Sivakov. Kle v bistvu sta ciljna klanc na Algarveju pobrala oba prvo in drugo mesto, tudi UAE in UAE dirko je zmagal, ne? Tako da Pogačar, tako da jaz mislim, da jaz upam, da bojo tako nadaljevali, pa da bodo... Mislim, meni je bilo noro na temu klancu, kako je Almeida prletu do Christensena, Kristen. No, pač to je bilo, pač unješel, kada ima 16 prestav. Kada se že prej ni vozil še nič. Ja, pač noro, ker una dva sta prišla toliko zadaj, zdaj ne vem, sej, po moje, to, kar sem že povedal, da sta se gledala in sta gledala, oš ti skočil, a me skočil in pol noben od njih dveh ni hotel skočiti in pač je un se odpeljal. Ker težko verjamem, da pol Vingegaard pa kar najde toliko moči, da je vse na gonu, na kronometru. Za moje pojme je bilo tudi tukaj, ampak pač ni. Zato, ker so se gledala. Ampak overall, glede Rogle, ne vem, se mi zdi, da jaz upam, da lahko pričakujemo še kaj več od njega letos, tako da držim pesti. Mal sem bil razočaran, ker je kronometer tako odpeljal, je pa res, da na kronometru zgubuje po ravnini. V klanc gor je, mislim, da je imel to drug caj, da je bil sekundo zadnji, zdaj ne vem, da je bil prvi, ampak v klanc gor je dubil proti vsem. Na ravnini je bil, pa mislim, da je bil pod klancem zadnji za Van Aertom minuto 7. Na vrh klanca je bil pa, mislim, da nekaj čez 30 sekund. Tako da je dubil klanc gor, s tem, da je imel Van Aert je zamenil kolone, je šel z navadnim, on je šel pa, no, sej. Skratka, Rogla, upam, da se boš pripravil. Ja, jaz držim pesti vedno, na vsaki dirki, kjer bom navijala za njega. Zdajle so dirke, klasike se začnejo, se pravi Newsblad, Hud ali kukarkoli, pa Kurne, Brussels Kurne. Tam bomo imeli, se pravi, Tratnik je lani zmagal, pol sta... Ma pa Pitcoka pa Van Aerta za premagati. Tako da ne vem... Tratnik je bil tudi zdaj na temu Algarveju, je tudi, kar se tiče klanca, zelo hiter nehal, je zelo hiter zaključil. Tudi že par sekund pred tem je odkimaval z glavo. Ne? Zdaj upam, da je tukaj pripravljen, je pa res, da Pitcock je letos pokazal dobro pripravljenost že in tudi je to dirka, ki mu lahko leži njemu. Tako da jaz mislim, da bo tukaj kar... Zdaj se je bil drugi na kronometru. Tudi Van Aert, seveda. Čeprav, če že moram med njima dvema izbirati, bi pol bila za Pitcocka, tako da. Ja, ti itak. Mislim, se tudi meni, če sem čisto iskren, že kaj Rogla vozil za Vizmo, pa mi niso bili najbolj všeč, pa sem navijal za njih. Zdaj ne moram reči, da mi je njihov stil govora, pa kako se predstavljajo v medijih, da mi je niti približen, že takrat mi ni bil všeč, zdaj pa kar Rogla je njimi pa sploh ni všeč. Tako da no, jaz nisem nikoli navijala za Vizmo, sem pa vedno navijala za Rogliča, tako da tako bo tudi naprej. Jaz isto mislim, sicer je še par telih kolesarjev zanimivih, ampak Van der Poel je pa kaj, prva, ki gre je s Milan San Remo, na Strade Bianche, mislim, da ga tudi ni. Njegovih... Strade Bianche bo še drug teden lahko kakšno rekla, nisem še niti gledala startne liste, kdo sploh je konkurenca, ne vem, kje Van der Poel začne.
Ne vem. Ja. Bi pa povedal še, ker so te dirke bile zdaj, Bernal se je prejšnji teden na uni klasiki si zlomil ključnico in je zdaj po enem tednu po operaciji je že na kolesu gor, tako da so ga pošlihtali v enem tednu, da že kolesar. To je tudi en revaš. Ja, mislim, mi ga je bilo žal, zato ker sem mu videl, da je letos zdaj res dobro pripravljen in upam, da se še en umešal štrene teh ta najmočnejših, ker zdaj kako je vozil, pa koliko energije je potrošil na te. Se je bila podobna, zdaj se nam spomnim, ampak podobna dirka Strade Bianche, ful je bilo makadama vmes in je zelo dobro pokrival vse napade. Pač se je videl, da je kar močeno. Tako da upam, da se še eno meša v štrene, da bomo imeli čim več bojev. To bilo sigurno bolj zanimivo, kot gledati sam. Da, zdaj si pa ti še povedala, da se ti zdi zanimiv teli treningi na trenažerju. Sem v tem čist bos, tako da boš ti malo več povedala, kaj si zadala. Ja, jaz sem mislila bolj gledati v tej smeri, da glede na to, da je zdaj le še čas, ko se še veliko trenira na trenažerjih telih noter, da je še vedno veliko teh virtualnih treningov. Tudi sem zasledila, da se o tem veliko piše po spletu zdaj, da ni več to dejansko samo še trening v času izven sezone kolesarske, ampak da dejansko to postaja že kar kolesarjanje enim, že kar čez celo sezono. Mislim, da tudi pri nas v Sloveniji bi se verjetno že najdeli takšni kolesari in mogoče celo skupine, ki to prakticirajo čez celo sezono. Tudi virtualno tole kolesarjenje ratu so slodirke, tekme, ki jih prenaša Eurošport. Tudi ima že virtualne variante triatlona in tega, tako da v bistvu mi bo zato to zanimiv. Bi pa bolj to tako, tudi z ene strani tisti vsi, ki so na trenažerjih, mogoče zanimivost, da tudi oni sami malo pokomentirajo, ali pa kdo, ki še nima trenažerja, pa bi še vsem ga mogoče razmišljal, da če bi ga imel. Jaz vsem mislim, da je ena dobra investicija, če veliko treniraš, pa če si veliko na kolesu, pa če veliko kilometrov delaš in če si znaš narediti vso zadevo skupaj zanimivo, da je lahko stvar zelo zanimiva. In tukaj so tudi te aplikacije, ki danes vse to omogočajo, ker mislim, da vsi tisti, ki ste taki nasprotniki, tako mogoče kot si ti, trenažerja, da če bi samo probala, mogoče ene treninge izvajati v eni taki aplikaciji, da bi vam tudi ratal slej prej zanimiv. Ker še jasno z dobrimi pogoji, ki jih je treba zraven imeti, eno je zračenje pa ventilacija, ki definitivno veliko pripomorata k temu. Tudi jaz na začetku nisem uporabljala ventilatorja in mi je bila to grozna muka in grozna mora kolesart. In v bistvu tukaj se lahko zdaj navežem na to študijo, na kateri sem na Human Performance Centru, če smo že glih pri temu, ki je dejansko študija, ki je usmerjena v kolesarje, ki notri trenirajo in delajo raziskavo, se pravi, kako vpliva hlajenje oziroma kaj pripomore hlajenje pri notranjem kolesarjenju. Se pravi, jaz sem imela zdaj včeraj eden od teh študij je bil test, kjer bom zdaj mogla pri dva ista pogoja, se pravi, dve isti trasi z istimi vati odvoziti v dveh različnih pogojih. Včeraj sem imela hlajenje z dvema ventilatorjema, zelo takima orang, tako da dejansko ne čutiš niti nobenega vpliva, da bi bil res prav noter sploh. Kjer sem v bistvu imam zdaj tako nastavljen, da se vozim 1 uro na večkrat pod laktatnim pragom 1, kar je 1 uro in se to lahko povem, da to se že kar dobro malo namatraš, mislim, je kar že aktivno. To je pri meni 165 vatov, kar je, se potem vozim nekje z utripom med 140 do 150 zaključujem interval po 1 uri, kar je že kar tudi potem srčni utrip že kar dosti visok in iz tega ven je treba potem prešaltati na 105% FTP-ja in čim dalj časa zdržati do odpovedi v tej fazi, kar moram reči, da je to zelo malo časa. Mogoče se vse skupaj sliši ful lahko, pa enostavno, ampak ni. In zdaj bom mogla to v bistvu ponoviti jutri.
v pogojih brez hlajenja, tako da v bistvu me tega kar malo strah, če pojem po pravic, ker ne vem, že teh 165 vatov se voziti 1 uro je kar naporen že tako z psihološkega vidika. Si zdržala sploh minuto v 105 FTP-ja? Ja. Koliko si zdržala? Ne vem, mi ne povejo, ampak vem, sigurno. Okay. Štela sem si v glavi do nekaj 300, tako da zdaj ne vem, če sem vse številke upoštevala. Zadala sem si, da bom pa štela do 1000, tako da sem zelo malo zdržala za to, zato se mi je zdelo, da je bilo malo. Ampak to, no, pa potem se pravim, v teh trenažerjih in tem virtualnem kolesarjenju je glih tako pomembna to, kar smo tudi že govorili, hidracija in pa hrana. In pa tukaj sem jaz imela v mislih izbiro teh aplikacij, ker so na razpolago, predvsem pri nas v Sloveniji se največ uporabljajo Zwift pa Ruvi aplikacije. Obstajajo še druge, je ta MyWush aplikacija, ki je brezplačna in tudi jaz sem jo sprobala in lahko povem, da je zelo dobra. Tudi za tiste, ki treninge delate, če vam ni pomemben, kaj se vidi na ekranu pred vami, kakšna grafika, ker ima zelo slabo grafiko, potem je zelo dober tudi za trening. Glej sem hodila povedati, da so te, kar vidim, da veliko ljudi, ki so na trenažerju, sploh ne ve, da imajo pametni trenažerji en ERP sistem, ki omogoča, da je čistočen nam, ne vem, te kratice, ampak dejansko gre za sistem, ki omogoča sploh tisti, ki delajo treninge. Se pravi, ko imate na treningu predpisane neke vate, vas v teh vatih drži, ne popušča, ampak trenažer sam prilagaja ne glede na kadenco. Se pravi, če je kadenca 80 ali pa 90, prilagaja, se pravi, trenažer sam v to pozicijo. In je kle v bistvu res potem lahko trening izveden 100%. In je to zelo dobra stvar, se pravi, če treniraš, da imaš še eno tako aplikacijo, to omogoča Zwift, omogočajo Ruvi, tudi druge aplikacije. In zdaj tisti, ki imate pametne trenažerje, pa delate si treninge, pa nimate teh stvari vklopljenih, je fajn, da se vklop. Eden od pogojev je v vseh aplikacijah, da je vklopljen en protokol, ki se imenuje REC, oziroma ima lahko različne oznake malo od aplikacij, kjer pomeni, da imate vklopljeno kadenco, tudi da jo upošteva zraven, da ne vklopite samo kakšnega protokola Power ali pa kakšnih samo kadenco, oziroma mora biti ta protokol vklopljen, če ne ta zadeva ne deluje na trenažerju. Tako da to so ene take stvari. Je pa zadeva tudi tako daleč šla, da zdaj poznamo to Zwift akademijo, kjer je bila lani recimo zelo uspešna Laura Šimanc, Slovenka. No, letos je pa ta zadeva, sicer se ne prenaša po Eurošportu, nažalost, ker bi bilo malo lažje vse meni tudi gledljivo, no, je pa pač na GCN kanalu na YouTubu in imamo tudi tam Slovenko, kar sva bila upozorjena iz strani naših poslušalcev, tako da hvala. Je pa tam punca, Tjaša Sušnik, mislim, da je stara okoli 22-23 let, nekaj tazga. Je pa bivša tekmovalka ali še, mislim, včasih je dirkala za BTC. Ja. Tako da zdaj trenutno je to druga sezona, mislim, da bojo 4, če sem prav razumela. Druga epizoda. Mislim, druga epizoda. Druge sezone. Ja, bojo pa 4, ja, ne po moje. 4 deli so, ja. Ja. Imate že na YouTubu prve 2 dela. Zdaj, da nova preveč razkrila, pejte si pogledat, zanimivi tudi komentarji iz strani GCN-a. Jaz bi se mogoče sam še nazaj vrnil, pa pol šel spet nazaj na akademijo. Tisti, ki boste gledali akademijo malo bolj podrobno, predvsem pri moških, se zelo dobro vidi, kdo se zna voziti, kdo se ne zna voziti, in tisti, ki se ne zna voziti, glej ga zlom, ki večino časa preživi na trenažerju, tako da iz tega vidika tudi meni trenažer ni najbolj všeč, ker dosti ljudi, ki se voz veliko na trenažerju, nimajo tehnike, predvsem v mokrem boh ne dej, da jih spustiš na cesto, v skupinah se ne znajo voziti, tako da je poln minusov
za tiste, ki dost časa preživite na trenažerju. Zdaj, tisti, ki ne tekmujete, pa imate to samo za trening, super, trenažer definitivno ta najlažja opcija treninga, ampak tisti, ki pa hočete, ki pa vidite, da nimate dost tehnike, da se ne znate dost voziti, je pa trenažer za moje pojme najslabša možnost treninga. Tudi, če morate iti pač v dežju ven, je boljši v dežju ven, pa se naučiti voziti v dežju, kakor da ste pač skozi noter. In ja, to je meni en tak velik minus trenažerja. Unika imajo tehniko, super, se vozite na trenažerju, ampak unika pa nimajo tehnike, se ne znajo voziti, je pa trenažer zelo slab, zaradi tega, ker se nič ne naučite in da ne boste mislili, da to govorim sami iz riti, ampak na teh par maratonov, ki sem šel, se zelo dobro vidi tisti, ki so dosti v skupinah, kako se vozijo, kje ne zgubljajo energije, tako ka mogoče se Pušinfa kdaj, pa zdaj da omenim nekoga, ki ga vsi poznate, mogoče Rogliča, ki ni šel čez vse te osnovno šolo kolesarstva, ne? Pa kako dobro se vidi Pogačarja, kako se on čez skupino pride čez, in podoben je pa tukaj tudi tudi pri amaterjih, pol na cest se vidi tisti, ki se mogoče znajo voziti, kako se skriti v skupini noter, kako ne zgubljati nepotrebne moči. Ne vem, jaz če gledam pri Tamali Franji, jaz vem, da nikoli nisem bil v top 10 po času, če bi gledal v klanc gor ali pa kar bi bilo pomemben, po moje nisem bil v 50. Ali pa mogoče v 50 glih. Pa sem bil 2krat v 10. Se pravi... No, vem, sam jaz se zdaj spet jasno s tabo ne strinjam. In kar se tiče tega trenažerja, se strinjam s tabo do te mere, da če bi človek samo bil na trenažerju, pa pretiraval na trenažerju, pa to, kar se dejansko zdaj dogaja, ker gre v ta virtualni svet vse skupaj, že tudi v neke odvisnosti, kjer dejansko kot že ljudje to uporabljajo kot neke igrce, za take verjamem, da so lahko na cesti res pol tudi mogoče celo že nevarni drugim. Ampak mislim, da to že tako meji na to, da so že to zdaj ljudje, ki sploh ne hodijo na cesto, ki dejansko so samo še na trenažerjih. Zdaj so tudi vam prišli ta kolesa, ki so narejena v bistvu samo recimo z Zwift je dal ven tak kolo, pa še tudi obstajajo že odprej druga kolesa, ker ti nastaviš vse pač naš trenažer, ki je v bistvu že pooblikovana, ne, po tebi so kar dobre cene teh trenažerjev. In to je eno, da jasno to je šlo v ekstrem, kar sem tudi v bistvu mogoče mislila danes malo poudariti, ampak pač zdaj je to v redu ali ni v redu. Jaz pravim, če si sam tam na trenažerju, pa si tega rad odvisen, verjetno ni v redu, ker odvisen biti od česarkoli ni v redu. Ampak če pa uporabljaš trenažer za nek trening in tudi jaz pač tukaj bolj hočem ljudem pomaga, da se to boš mi oba dva hoče, ljudem pomaga, da se sami odločijo, a je trenažer smiselen ali ne za tiste, ki so v dilemi. In saj sem že rekla zadnjič, da sem opazila, da ko pridem na cesto, zdaj pač, ko sem bila parkrat na začetku na cesti na začetku sezone, da sem bila malo dezorientirana in da sem rabila 15 minut, da me promet motil, da mi je bilo zelo težko, pa tudi parkrat so šla z Mercedom, sem bila jaz recimo od spredi, pa je bil on od zadaj. In sem mu zdaj tudi parkrat rekla, da gre kar on od spredi, pa tudi zadnjič, ko smo šli mi skupaj, mi je ful pasal biti od zadaj za tabo ali pa za Mercedom, da sem bila v zadnji. Če je bil kamion pred tabo, ne gre se kletok zaradi sanga za veterja, ampak zaradi tega, da se vozim za nekom. Da, če hočem imeti na kakšno dirko, se moram voziti za nekom, ker se ne bom mogla čez dirko sama pripeljati in se moram več voziti na cesti in za ljudmi in v skupini, ker mi bo že verjetno letos na kakšni prvi dirki kar težko, ker še ne bo neki skupinskih vožnj. Pa ne, se bomo z velorundami začeli. Ja, vem, sam sem že pred velorundami, v bistvu dejansko. 12. aprila je dirka, pač velorunda je pa enkrat prej mogoče. Konc marca, mislim. Tako da, glede tega se s tabo tukaj strinjam, ampak da bi bil pa tok trenažer slab, da bi zaradi tega ljudje bili slabi, pol tudi na maratonih, če so na cesti drugače, tukaj bolj vidim ljudi, ki se sploh ne vozijo drugače v skupini, pa so na cesti, mogoče sploh nikoli niso na trenažerju, ga sploh nimajo. Si mislim, da je bilo tako povedano. Tukaj
jaz sem se navezvala na trenažerja, ne, tako da mislim, da te ljudje bojo vedno obstajali na maratonih, sploh na takih, ki so tako famozni oziroma tako narejeni, kot je pač Franja, kjer gre res za en tak praznik kolesarjenja, kjer se nabere kolesari od A do Ž. Se to dejansko vidiš samo na Franji, jaz nisem tega še nekjer druge videla, toliko kolesarjev, pa da bi bilo res vmes, bi lahko rekel 1/3 takih, ki ne sodijo sploh tja. In to velja za majhno in veliko. Govorim o kolesarjih tudi, ki se kao dosti vozijo. Jaz ti nisem govoril o kolesarjih, ki pride 1050 v cilj, ampak sem ti govoril o prvih 50 na maratonu, na Tamavmu sicer, ki rečemo, da delajo že kilometrov, ne vem, od 5000 do 15000, pa se ne znajo voziti v skupini. Dobro, to so spet taki, ki se nikoli ne bodo znali. Ne? Mogoče, se tudi jaz za sebe verjetno ne moram reči, da sem glih najboljši kolesar, ki bi se znala ful dobro voziti v skupini, če bi se znala. Jaz sem tebe strah. Ja, seveda, se tudi verjetno. Sam verjetno je tudi te ljudje enostavno ne vem, niti ne vejo, kaj počnejo, niti jim nobeden mogoče nikoli nič ni rekel, niti ne vem. Verjeten od nekih od teh, no, nekaj pa takih, ki jim nič ne pomaga, ki so pač. No, jaz, kar sem hotel poudariti, poglejte si to Zwift Akademijo, zanimiv za pogledati, vse, ki imate radi kolesarstvo, se mogoče tudi najdete v kakšnem od teh kolesark noter, predvsem je pa zelo dober, vsaj meni je bilo tako, ker so glih vedela, kaj bo danes govorila in sem jaz to včeraj zvečer gledal in sem si hitro zapomnil, kjeri so oni, ki so en fant je prav, ki je na trenažerju in ga že vidiš na kolesu, je čist mem. Čist mem, Ne predstavlja na ta pravih momentih. Klepar fantih je res to, imajo letos, se mi zdi, vsi so že sami povedali tudi, da ponovadi dobijo več iz te Zwift akademije, da dobijo boljše, bolj perspektivne. Pri puncah se mi zdi pa, da imajo pa letos dve saj zelo močne. Te dve, ki sta prve dve, pač sploh pri tej Kanačanki, ta visoki, pač ona tehnično je zelo, zelo dobra, pa močna, medtem ko una ta druga je pa tudi pač močna, vat na kilo, pa jaz sem sam gledal, pa se so vse, tudi Tjaša je bila ful visok, tako da jaz sem sam gledal univati na kilo, one so imeli 4 minute, ne? No, 4 minute, ja. Poglejte si, zanimiv za pogledati, sploh za rekreativce, da vidite, koliko ene punce 20-letne obračajo vato, medtem ko mi vat na kilo, jaz ne vem, če imam kdaj lahko ta vat na kilo, dobre so one obračale. Meni je tudi všeč, tako da bomo spremljali. Evo, pol imava novo selektorko. Ja, novo selektorko, oziroma trenutno je vršilka dolžnosti selektorke ženskih reprezentanc v Sloveniji, a ne govorimo, in gre za Hrvatico Mijo Radotić. Zdaj ne vem, če ti kaj bolj poznaš. Mislim, poznam jo, predvsem zato, ker moji tamali tudi Mija ime in mi pol kdaj napiše, pa tako, ker sta moje dva ta stare dva kdaj imela, pa so se kje videli in tako tudi neki so se pogovarjala o nekem sponzorstvu, pa to še lansklet. Tako da Mija, ko prideš kaj v Slovenijo, mislim, ko boš bliskje, vabljena na podcast. Jaz sem jo že imela namen, da bi jo povabila, no? Tako da mislim, da bi bilo kar... ali pa na... si to si mi povedala. Sorry, da bi kar naredili eno, jo bomo povabili, tako da mislim, da bi bilo fajn slišati iz njene strani, čeprav mislim, moče še malo započakati, da tudi sama vse skupaj vidi. Pa ne, pa se jo imaš pa dvakrat. Čeprav začetek sezone pa konc sezone. Bomo probali čim prej, kar je bilo res zanimiv. Mislim, mene itak kot ženska spremljam rada tudi žensko kolesarstvo. Tudi slovensko sceno v končni fazi, se imamo tudi neki kolesarko v Pro Touru, je pa res v Sloveniji se zdaj to zelo razvija, pa jaz upam, da se bo glih to z Mijo še bolj začel vse skupaj razvijati, da bo res bolj na neki stopni ženske, a ne? In pač... že ona je pač Hrvatica, ki je, mislim, da ima 19 zmag na državnem prvenstvu njihovem.
je tudi vozila svetovno prvenstvo kolesarsko. Tako da mislim, izkušnje ziharno. Ima izkušnje, je tudi po izobrazbi kineziologinja. Ima narejene vse te tečaje UCI za trenerje in selektorje, tako da mislim, da je tudi zelo izobražena v tej smeri. In lansko leto je bila, v lanski sezoni je bila direktorica enega moškega kluba interkontinentalnega, ampak tako da se tudi že s tem izkušnje ima in mislim, da kot ženska bo pa lahko tukaj še več naredila v smeri ženskih reprezentanc. Predvsem se mi zdi, da je dobro, da je ena ženska, ki ima tudi malo več empatije in bo že iz tega vidika po moje nek svež zrak, kukorkoli se čuden sliši, ampak voditi žensko ekipo ali pa voditi moško ekipo zna biti kar dosti drugač, ker ženske ste le toliko drugačne, kakor smo moški in da se ta džumbus definitivno smo, eno je to, drugo je pa, da so zdaj že tudi študije narejene iz tega področja žensk, športnic na splošno so bile prej, ampak se zdaj to zelo poglablja v žensko kolesarstvo, kar moram reči, da tudi pri Human Performanceu delajo. Tudi tam so se tudi imajo nekaj člankov celo na to temo in sigurno je fajn, da je to ženska, ki žensko razume z vsemi našimi 1100 težavami, ki jih imamo in izgovori in z vsem tem. Ampak pač smo si različni in mogoče bi tudi moški lahko vodil kdaj ženske, samo mora zelo dobro jih zastopati pa razumeti, kar pa mislim, da ne vem, če obstaja tak moški. Ampak v glavnem... Dobro, gremo dalje. Tako. In če smo že pri ženskah, imamo zdaj še tukaj Pika Tim, ne? To sem hotel. Ki je pa tudi v bistvu zdaj nisem šla gledati, do ne bi to bil točno, prebrala sem, da imajo prvega ženskega trenerja, kar ne vem čisto točno, mislim, jaz si predstavljam... Prvo žensko trenerko? Ne, piše ženskega trenerja. Tako piše na njihovi spletni strani. Se pravi, da je moški, ki je prav specifično trener za ženske. Tako. Okay. Tako piše na njihovi spletni strani, da naj bi bilo v tem klubu 40 kolesark. Zdaj ne vem, je to že, ali je to njihov maksimum, ki ne bi jih sprejel, ampak verjetno... To so vse kategorije. Vse kategorije grejo, sistem je zelo podoben kot njihov bratec Pogitim, kjer so šola kolesarjenja in pa potem vse selekcije do članic. Zdaj, v bistvu je to v okrilju vsem Roga, ne? Tako da v bistvu predsednik od vsega tega je Andrej Hauptmann. Z soorganizacijo oziroma pobudnica in pa neka mentorica ali kakorkoli je Urška Žigart. Njo naj bi klicali Pika, naj bi bil njej vzdevk, tako da zato se imenuje Pika Tim. Tako da v bistvu sta zdaj dejansko imamo Pogitim in Piko Tim, kjer sta oči pa mami tega Tadej in Urška, tako da mislim, da je to... Ček, pa rekla si še, da ima Faktor kolesa. Tako. Sem to kaj, sem najvišje kategorije. Nisem šla gledati, kje je, videla sem včeraj, najverjetneje predvidevam, da imajo članice, a ne Faktor kolesa. Da so zdaj vseh 40 kolesark. Ne verjamem, jaz tudi ne verjamem. Piše Faktor kolesa, sem videla na predstavitvi, ki je bil včeraj predstavitev tima v Izoli in imajo Faktor kolesa, taka v rdeči barvi, zelo podobni, kot imajo drese. Tako da je vse usklajen, imajo od Meta čelade, tako kot Pogitim. Zakaj ti pa zdaj ti naju ne povabijo na predstavitev? Veš, kjero reklamo bi mi da naredila? Ja, mogoče ne rabijo. Nočejo imeti. Mogoče ne rabijo, ne vem, v glavnem... A Urška je v Sloveniji? Ne, Urška je na nekih sponzorskih obveznostih v Belgiji, sem videla, tako da mislim, da do njihovih sponzorjev. Tako da pač to, kar spremljam na socialnih omrežjih, ona je kar aktivna zadnje čase, odkar je v novi ekipi veliko bolj, kot je bila prej.
Tako da ja, pa Berk jasno spet je njihov, tako da tudi Berk je dal sedeže tem puncam, kar je vedno meni pravam všeč, da se podpira naše slovenčke, majhne, velike, kakorkoli. In jaz upam, da bo to zaživel, pa da bomo ven iz tukaj dobili kakšno orang kolesarko, da se bo lahko kosala s samim vrhom. Ja, mislim, glede na to, kar jaz vem od teh mlajših kolesark, koliko dobro se vozijo. Jaz sem razmišljal, da bom v kratkem, ko pride ena iz Pika tima na podcast, se pravi v začetku marca dobim, pa se bom probal zmeniti, da grem z njimi na en trening, ker tako da folk vidi, kako je to, ko gre en rekreativ z puncami starimi, ne vem, koliko so to, 14, 15, 16, 17, pa koliko te zadnji pustijo. Zato, ko v klanc gor, te vate, to hiter, ko se vozi, pač po ravni ne, ampak če pa gledamo klanc gor, jaz ne držim nobene prvi del krvavca ali pa tako, ni šans, da sem z njimi skupaj. Ampak ja, jaz se bom potrudil, bom dal vse od sebe, ampak po moje bom zelo hiter, tako da... Že odvisen, v kakšen trening boš padel, a ne? Ja, ne, pa to se bom z njimi, se njo, pričakujte v enem vlogu, da bo še to. Da se pa zblažam in da bom šla pa s fanti, tako da... To jaz, mislim, glede na to, da jaz vem, kako se vozijo teta najboljši. Meni je priporočil mlajše mladince, tako da... To je že 16-17. Ja. To je, ne, to ni 16-17, to mislim, da je 15-16. Ja, no, to je kle, kaj je ta malo od Hamuna. Ne, on je 17-18. On je starejši mladinc. Aha, no. Ja, on je starejši mladinc. Ja, no, pri teh jaz ni šans, tam sem lahko zraven sam poravnil. Ne, pa še fantje so, ne, moraš ti malo vsem kle vzeti fantje, punce, eno razliko. Jaz sicer ne vem, kakšne vate pa kaj obračajo punce pri 15 letih. No, daj. Ja. Bova videla. Ne vem, s koliko staro punco sem se že pred leti pelala, pa je bila po moje tam nekje, sicer smo bili na Gorcu, ampak se kar vsem še ni mogla zraven voziti, pa je tekmovalka je tudi zdaj v Pika timu, tako da. Ja. Mislim, ja, oziroma v BTC ali kakorkoli, ja. Ne vem. Bomo videli. Boš videl. Jaz mislim, da bi jih še kar mogel držati. Nač, to je to za danes, pejte hit na proofcycling.com, pa pokupite vsa očala, pa vse čelade.